Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto smo v sodelovanju s policijskimi postajami v dalj časa trajajoči preiskavi obravnavali več sklopov kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Preiskovali smo kazniva dejanja oškodovanja upnikov, kršitev temeljnih pravic delavcev, davčne zatajitve in ostala kazniva dejanja. Skupno smo v tem obdobju obravnavali 746 kaznivih dejanj, povzročena škoda pa je znašala več milijonov evrov. Vzporedno pa smo pri preiskovanju prej opisanih kaznivih dejanj zaznali tudi kazniva dejanja povezana s tako imenovanjem združevanjem družin. Gre za kazniva dejanja overitev lažne vsebine in ponareditev ali uničenje poslovnih listin. Kazniva dejanja pa so izvrševali državljani tretjih držav ob pomoči svojih delodajalcev, ko so na pristojne upravne enote podajali vlogo za združevanje svojih družinskih članov. V tem obdobju smo zoper večje število vlagateljev podali kazenske ovadbe za skupno 1100 kaznivih dejanj, kazenske ovadbe pa so bile podane tudi zoper delodajalce in pravne osebe. Vlagatelji so navajali lažne podatke o svojih prejemkih z namenom, da so zadostili pogojem za dosego cenzusa za preživljanje svojih družinskih članov. S takšnim načinom so spravljali upravne enote v zmoto, da so vlagateljem izdajali dovoljenje za začasno prebivanje, nadaljevanje pa tudi dovoljenje za stalno prebivanje svojih družinskih članov. Delodajalci so zaposlenim na plačilnih listah lažno prikazovali stroške, kateri pa dejansko niso nastali, in sicer nerealno zvišanje bruto plač za čas, ko so morali izkazovati višje sredstva, lažni stroški prevoza na delo, lažni stroški službenih potovanj, visoki zneski nadomestil za prehrano, lažne stimulacije za opravljeno delo, nadomestila za ločena življenja in lažni terenski dodatki, vse v cilju za dosego cenzusa. Po pridobitvi dovoljenj za svoje družinske člane pa so posledično na podlagi realnih prihodkov pričeli koristiti socialne transferje, ki so na razpolago na območju Republike Slovenije. Pri preiskovanju kaznivih dejanj smo sodelovali s pristojnimi upravnimi enotami, Inšpektoratom Republike Slovenije za delo in Finančno upravo Republike Slovenije. Upravne enote so v določenih primerih tudi same zaznale nepravilnosti. Večji del tovrstnih kaznivih dejanj pa so bili odkriti z lastno dejavnostjo. V kriminalističnih preiskavah smo zasegli večje količino poslovne dokumentacije, pridobili bančne podatke, izvedenih je bilo preko 30 hišnih preiskav pri različnih delodajalcih in računovodskih servisih. Pri preiskovanju kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev so bile ugotovljene tudi zlorabe bolniških odsotnosti in zlorabe subvencij čakanja na delo, in sicer na način, da so zaposleni dejansko opravljali v tem času dela pri delodajalcih. Pri pregledu in vrednotenju zasežene poslovne dokumentacije smo ugotovili, da so vlagatelji morali del pridobljenih socialnih transferjev v gotovini vrniti delodajalcem kot plačilo usluge za izdelavo prirejenih listin ali pa so te usluge oddelali v obliki neplačanega nadurnega dela. Vlagatelji oziroma združevalci so bili zaposleni v gradbeni dejavnosti, pa tudi v pekarnah. Kriminalistično preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Krškem in Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu. V nekaterih primerih pa so bile ustanovljene tudi delovne skupine in specializirane preiskovalne skupine. Po Kazenskem zakoniku je za kaznivo dejanje overitev lažne vsebine zagrožena kazen zapora do 3 let, za kaznivo dejanje ponareditev ali uničenje poslovnih listin do 2 let, za kaznivo dejanje oškodovanja upnikov kazen zapora do 8 let, za kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev je zagrožena kazen zapora do 5 let plus denarna kazen in za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena kazen zapora do 8 let.